Lepo vas pozdravljam. In kaj vam imam za povedati? Ja, v opisu, jaz sem že v pidžami, moji famozni pidžami, vse imam samo eno v bistvu, ne, oziroma dve, no. Tako da, ko eno operem, dam drugo gor. Nisem glih fan pidžam, tako da sem bolj natur človek, no, nimam glih rada pidžam, no. Ampak zdaj pa je malo zdravo zdenka, je malo, pač jaz ne prižigam radiatorjev, no, pač ne maram te toplote, ki prihajajo iz radiatorjev, te centralne kurjave, imam rada ogenj, pa te bolj natur stvari. Tako da vse mi nekaj štrli danes, ampak okej, pustimo zdaj to. V glavnem, Stipan, zdravo. Kaj sem dejala? Aha, ne vem, kaj vam bom povedala, res ne vem, nimam pojma, osnovnega pojma nimam, zakaj, sam čutila sem pet pred kamero, vzem telefon v roke in posnem video, ano. Tako da danes so se fascinantne stvari dogajale na mojem predavanju, res prav, platno se mi je odprlo, prav slika se mi je pokazala, kaj v bistvu sem v svojem življenju naredila in kaj bi lahko bilo, ano. Če bi nadaljevala svojo pot depresije, žalosti, alkohola, obupa, marihuana je pač, bi bila poglobljena, če bi še bila slučajno dan živa, bi jokala za vse to, krivila druge, bila na dnu, še bila vedno v vlogi žrtve, še vedno bi bila najbolj osamljen človek na svetu, še vedno bi, ne vem, mislim, katastrofa od katastrof, ne. Po drugi strani je danes en bioterapeut, en človek, ko je 7 knjig napisal, prišel na moje predavanje in sem videla, aha, zdaj je pa to moja sedanjost, pa to je moja prihodnost. In to je tako lepo, ko kaj takega doživiš, jaz sem to ne morem povedati, ne, ko bi vedeli, ko bi čutili, kako sporočilo vam zdaj hočem predati, ne, da je res od vas, od nas, od mene je odvisen, kakva bo moja prihodnost. Danes je odkem za jutri. Jo še ni, preteklosti ni več, prihodnosti ni. Ampak kakšna pa bo, je pa odvisno od mene. Jaz jo bom naslikala, to je moja slika, moja umetnost, moja podoba. Moj zaklad ali pa moja, ne vem, moj, karkoli želite, ano. Ampak samo od mene je odvisno, ne. Tako da, to sem vam hotela danes predati, no. Tako da dogajajo se mi res fascinantne stvari, ne. In ful sem hvaležna in noro sem ponosna na sebe, ne. Da sem verjela, da verjamem v zakon privlačnosti, da verjamem v novo zgodbo, da verjamem v vizualizacijo, da verjamem v meditacijo, da verjamem v to, kar pač verjamem, v to, kar tudi vam prenašam. In jaz sem vam živ dokaz, da se da, da zmorete, da deluje, no, da deluje. In mogoče probate sam za trenutek temu verjeti, oziroma ne vem, nočem vas nekaj prepričevati, ne, nočem vam zdaj, da bi vas hotela prepričati, hočem samo to srečo, to magičnost, to čarobnost z vami deliti tule v pidžami pred vami, evo, in to je to. Čist preprosta punca iz Žalca, ko je pa res wow naredila, ne, in to sem danes videla, res sem wow naredila, ne, in sem fucking ponosna na sebe, da mi je ratal praktično enem letu predavanj. Okej, lahko bi jaz rekla, 3 so danes prišli, ne. Ampak vedite, kaj za mene ti 3 pomenijo? To so moji zakladi, to so moji ljudje, to je moja ekipa. Ženska je po 40 letih rekla, da se je po 40 letih prvič počutila malo, da je tisto lučko videla, da se lepo počuti. In se je celo nasmejala, ko drugače ves čas joka. A veste, kaj je to? In to je to. Zaradi tega jaz živim, zaradi tega sem tu, zaradi tega lahko v pidžami prižgem live video in stopim pred vas. Ne rabim ne vem kakih ozadij, tu odzadje je risba moje Nežke in njena vasica. Ne rabim ne vem kakih oblek, ne rabim ne vem kakih frizur. Vi morate čutiti moj power, moj energy, mojo vibracijo. Džabe
meni obleka, šminka, frizura pred vami, če vi ne čutite moje energije. Ker srce sliši, vi boste moj srček slišali, mojo dušo, ne mene, ne, vibracijo moje besede boste zaznali. In če mogoče lahko samo malo, ne vem, očke zaprete in se prepustite temu in vidite, da je res ena velika čarovnija vse skupaj. In jaz sem jo danes v popolnosti doživela. In dano mi je pa to zato, ker za mene so vsi ljudje enaki. Za mene je vseeno, ali imaš ti milijone, ali ti, ne vem, predavaš pred 600 ljudmi, ali si že ti 100 knjig napisal, ali si ti, za mene je vsakdo od vas Bog. Za mene ste vsi moji angelčki. Za mene ste vsi samo duše. In nikogar ne sodim po tem materialnem. In zato so mi danes stvari, tako mi je bila danes, da je prišel na moje predavanje človek, ko je že 7 knjig napisal in rekel, 20 let nisem bil na dobenem predavanju, ti si me pa pritegnala, ne. In to so ti zakladi in to je moja manifestacija, to sem si jaz manifestirala, Ana. In ne vem, mislim, res življenje je tako lepo, tako je fantastično. In prvi korak, tako sem že zadnjič rekla, je sprejetje odgovornosti. Jaz sem odgovoren za popolnoma vse, kaj se mi v življenju dogaja. In čist nihče drug. Ker nič ni izven vas, vse je v vas, vse je samo projekcija tega, kar je v vaši notranjosti se kaže navzven. In čist nič druga ni. In to vam bom do konca ni, ampak dokler bom na tej svoji misiji predajanja svojih modrosti in uvidov in znanja, vam bom eno in isto govorila. Vi ste odgovorni za vse popolnoma, kar se vam dogaja v vašem življenju. Ne vaš šef, ne vaš partner, ne vaši otroci, ne politika, ne država, nihče. Vsak si lahko ustvari svoj svet, v katerem je najbolj srečen človek na svetu. Kako to dosežete? Da date fokus na to, kar imate. Vsak dan se jaz Bogu zahvalim. Hvala, da imam pošter, hvala, da imam kovter, hvala, da imam vodo, hvala, da imam elektriko, hvala, da imam oči, hvala, da imam noge, hvala, da imam roke, hvala, da imam telo, hvala, da imam lase, hvala, da imam zdravo kožo, hvala, da grem normalno lulat pa kakat, ne? Tudi to, a veste, koliko ljudi ne gre. Hvala, da lahko sama za sebe skrbim, hvala, da imam 2 zdrava otroka, hvala, da imam avto, hvala, da se lahko vozim po cesti, hvala, da vidim luno, zvezde, sonce, hvala, da čutim veter, hvala, da slišim veter, bla, bla, bla. In zdaj vam lahko, 3 ure vam lahko tu v hvaležnosti govorim. Zakaj? Zato, ker sem jo vadila, ker sem se jo učila. In ravno hvaležnost te pripelje v sedanji trenutek, te pripelje v tukaj in zdaj, da vidiš blagoslove, ki jih imaš zdaj, ta trenutek. Ne, kaj bi bilo, če bi sin bil tak pa tak, kaj bi bilo, če bi sin naredil fakulteto, kaj bo, ko se bo moj sin poročil in bo imel tako punco, ko si jo želim. Kak bi bilo fajn, da imam jaz drug avto, kak bi bilo fajn, da imam hišo z ne vem kakim vrtom. Kak bom jaz srečna, ko bo na moje predavanje prišli 300 ljudi. Kak bom jaz srečna, ko bom napisala svojo prvo knjigo. Kak bom jaz srečna, ko si kupila šuhe za 500 evrov. Kak bom jaz srečna, ko bom imela nove rulete. Kak bom jaz srečna, ko bom kupila nove stole. Kak bom jaz srečna, ko bom zamenjala podno v kuhinji. Kak bom jaz srečna, ko bom imela novo kopalnico. To je vse tam. Tega ni. Nikoli ne boste srečni potem, ko boste imeli to pa to. Dobena stvar od zunaj vas ne bo srečila. Če ne boste sprevideli, da že popolnoma vse za svojo srečo imate že ta trenutek, to pa dosežete s hvaležnostjo, fokusom na to, kar imate, ta trenutek. In ta trenutek imate popolnoma vse, da ste lahko najbolj srečen človek na svetu. Škoda, da ne moramo se pogovarjati, da ne moramo komunicirati, ker ta, kako se to reče, monogovor, ali kako se to reče, ko sama sebi tu govorim, oziroma govorim vam, ampak vi me nič ne morate vprašati. Ni tako fajn, kot je fajn, če prijete na kako moje predavanje, ne. In kdaj boste prišli, ko boste rekli, dost imam, želim si spremembo. A ne? In pol ne bo ovira kraj, v katerem predavam, ne bo ovira denar, ne bo ovira, nič ne bo več ovira. Ko se boste vi odločili,
da pridete, da želite nekaj spremeniti v svojem življenju. Tako da rada vas imam, pogoj za karkoli v življenju je pa tudi, da se naučite imeti radi sami sebe. Tako da vse to se da naučiti. Vsi izzivi so tu zato, da jih rešimo, in vsi izzivi so rešljivi, popolnoma vsi, čisto nič ni, da se ne bi dali rešiti. Nisem si še danes tiste košare dala od spodi, da bi lahko imela tole primir, pa vidim, da sem cela razmazana. Mišika zdravo, Vlastika zdravo, Nataša zdravo, Davorin zdravo, Zdenka, Stipan, super ste moja ekipa. V glavnem, zdaj za to leto dam mir, zdaj se še dobimo v enem novem projektu, glede enega novega projekta v Ljubljani. Združujemo se počas, v glavnem, lepo zgodbo bomo naredili za vse vas. In čim prej, če si karkoli za vas želim, je to, da začnete verjeti, da to res, res deluje. Jaz vem, da je na eni točki zelo, vsaj tako je meni bilo, ko sem v bistvu prehajala iz tega spanja v budnost, ali pa iz tega, da sem mogla par stvari zamenjati, recimo, po svoji podzavesti, zavesti, kakorkoli. Res nisem verjela in res je bilo scary, pa kaj fakt, zdaj ne verjamem, da Bog obstaja, pa da angeli obstajajo, pa da jaz kreiram, pa jaz to nič ne vidim, pa jaz rabim prvi dokaz, prvo verjem, pol bo pa prišel. Čisto vse pride. Ampak ne, da boš prvo imel, pa pol verjel. Prvo je treba verjeti, pa vse dobite. Tako da, zdaj, če saj malo meni verjamete, pol je to. V glavnem, pridobivajte si novo znanje, učite se, naredite nekaj na sebi, zraste, spremenite se lahko karkoli čete, v karkoli. Če čutite, da ste vila, bodite vila, dajte si krilca, dajte si kronco, dajte si eno lušno oblekco, pa imejte delavnice za otroke, da ste vila, pa pojte s tistimi otroci, pa boste videli, da bo sigurno prišli 50 otrok na vašo delavnico. Mogoče ne prvi dan, pa drugi, ker mi bi radi nekaj instant, pa ne gre, ko drevo posadiš, ko jablano posadiš, tudi traja 3-4 leta, da prvič obrodi, pa še takrat bo imela 3-4 jabke gor, Ko solato poseješ, tudi ne pride jutr ven, Dajte čas v čas, dajte temu procesu čas, Če sem jaz pred enim letom začela predavati, pa boste videli, pa si upam zdaj trditi, za eno leto bom res imela polne dvorane, Ker jaz ne vidim 3, ko pridejo, jaz jih vidim 300, In to je to. In to dela kreatora, In pustimo se presenetiti. Tako da želim vam lep spanec, pocartite sami sebe lepo, objemite se, povejte, da se imate radi, dajte si kako fajn musko, jaz grem zdaj lepo v slušalke in še grem malo moram še kopalnico ščistiti, malo še pred sobo in to, čakam, da Nežka pride domov, je pri babici in pol pravljica, meditacija in to je to. In sem imela res fantastičen dan in sem hotela to z vami podeliti, da veste, da tudi vi lahko imate jutri fantastičen dan. Tako da uživite, rada vas imam, se vidimo, sončki moji ste, čau, dio.